Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. To je dnevno informativni podcast Večer je zjutraj. Dobrodošli v naši družbi. Z Večerom razumete bolje in z nami lahko bolje začnete teden. Danes je ponedeljek, 19. januarja 2026. Večer je zjutraj, vodim Matijas Tepišnik. Politična analiza z Markom Crnkovičem. Teden, v katerem se je na politični levici in desnici zgodilo marsikaj. Komu kaže bolje? Odprto pismo študentov psihologije z Mariborske univerze. Kaj jih skrbi? Štetje mariborskih zimskih olimpijcev s Katjo Koren, zadnjo iz Maribora, ki je domov prinesla olimpijsko medaljo. Mariborčani smo sentimentalni ljudje. A zakaj čakamo že 32 let? Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na večer.com. Nov teden in nove politične zgodbe, tako rekoč za nami je teden, v katerem se je zgodilo skorajda vse. Preveč. Marko? Preveč. Marko Crnkovič, zdravo. Zdravo, Matija. Evo, sva v tempu, sva v neki frekvenci. Odštevava do volitev, 2 meseca bo teden, ko ta najin pogovor izide še nekako do volitev, ampak greva po vrsti pogledati oziroma predebatirati vse stvari, ki so se odvijale pred očmi politične in splošne javnosti. Ampak startajva vseeno s torkom, ker torek je bil najbolj politično vroč. Torej, če postavim koordinate tega torka, šlo je nekako takole. Robert Golob je kot dominantni lider leve sredine sklical levo-sredinske, levo-sučne stranke, kot je dejal, ki imajo iste vrednote, na kosilo v klubu PEN. Istočasno so nekaj 100 metrov stran na Trgu Republike, ki kani očitno nekoč postati trg Jožeta Pučnika, če bo na oblasti prava ekipa, so zborovali desno-sredinski politiki, torej Gibanje za vrednote slovenske osamosvojitve in pa SDS v spomin na Jožeta Pučnika. In pa ker se očitno obedovalci pri PEN-u niso dovolj dobro najedli, smo za poobedek, potem popoldne, nekaj ur potem kosilo dobili še zaključno poročilo oziroma sklepne ugotovitve Komisije za preprečevanje korupcije v zadevi Bobnar. Ogromno enega dogajanja za en dan, morda celo preveč. Kako si ti doživel ta prelomni dan? Ja, doživel. Mislim, to kosilo je bilo, kaj pa vem, družabni dogodek, bolj kot kaj drugega. Ne? In ne samo družabni dogodek na levem, bolj ali manj levem polu, ampak tudi PR dogodek. Ne? V bistvu so ta levi hoteli popraviti vtis, ne, ki je deloma upravičeno, deloma pa itak pregovorno že nastal glede tega, da je levica razdrobljena, ne, in da se ne zna povezati, še tem bolj, ker to desnica tem bolje počne. No, tako da prvič dobili so se v PEN-u, ne, kar je tako precej hecna zadeva, glede na to, da je PEN bil nekoč kultna restauracija, seveda še včasih, ko restauracij ni bilo ravno za vsakim vogalom, kjer pa so se seveda bivali disidenti, ne, v glavnem, če že. Vino ima ta PEN, ne. Saj veš, da sem te isti dan, ne, ker vem, da si nekoč tudi ti kdaj zašel v to restauracijo oziroma v to stavbo, ki ima danes status posebnega kulturnega pomena na državni ravni, ne. Torej, kup nekih političnih dogodkov se je odvijalo v zgodovini tam, ne. Ja, pa ne. Mislim, to je bilo bolj družabno kot politično zbirališče, seveda pa tudi medijsko, ne. Tam je nastalo recimo to slavno rolanje po sceni Mladinino, ne. To je bil en tak staren štamtiš tam. No, verjetno je bilo tudi veliko politike, ampak to je bila disidentska politika še v starih časih enopartijske vladavine, ne. Tako da
danes je to nekoliko pozabljena restavracija, pač ena od mnogih, ki verjetno ne da prav veliko na svojo zgodovino. No, kakorkoli, mislim, da je to kosilo, ki ga je Golob sklical, v glavnem PR, ne. V bistvu je hotel, kot sem že rekel, popraviti ta vtis, da je levica razdrobljena. Do neke mere pa je hotel tudi popraviti vtis, ki ga je pokvaril Vladimir Prebilič s tistim svojim vabilom na kavo, ki je potem neslavno propadlo, ne. Tako da, kaj točno so se dogovarjali, ne vemo, ker nismo bili tam. Je pa seveda res, da je to do neke mere znamenje nemoči leve sredine, ne. Da že to, da so sploh sklicali tako kosilo in da je bilo to srečanje precej medijsko napumpano in po drugi strani tudi brezpredmetno, kaže, da je levica v defenzivnem položaju in da se pač na take in drugačne načine trudi, da bi se nekako bolj povezala, ne. Še tem bolj, ne, ker če se zdaj vrnem na ponedeljek, če smem, ne, bomo šli pol še k Pučniku, ne. Skratka, v ponedeljek zvečer je pa potem, ko je bil najprej pogovor s predsednikom vlade na TV Slovenija, je bil še potem pogovor z opozicijo, ne, ki pa se je seveda njegova gnada Janša ni udeležil. In jaz čisto dobro razumem, zakaj ne, mislim, jaz se na njegovem mestu tudi ne bi, ne. Skratka, kaj Janša s tem dokazuje? Janša se čuti dovolj močnega, da se mu ne zdi vredno udeleževati teh pasjih procesij pogovornih na televiziji, ne. Prisotni v studiu so bili Vrtovec, NSI, Kordiš, Mi socialisti, pa Kaloh, Suvereni, pa seveda Anže Logar. Ki je tako zastopal. Demokrati, pika, Anže Logar, brez pike. Močno zastopal bivšo stranko. Ja, skratka. In dejansko ni imel Janša nobenega razloga, da bi se tega sploh udeleževal. Če bi bil samo Vrtovec, bi mogoče še prišel, ne. Socialisti, Kordiševi in ostali, če obstajajo, pa so s njemu seveda pod častjo, ne. Kaj, mislim, on jih zabava po internetu oziroma na X-u, ne bo pa z njimi resno polemiziral v studiu, ne. Kaj šele, da bi sedel zraven svojih dveh odpadnikov, Logarja in Kaloha, ne. Pa še to, ne, če smo že pri tem. Voditeljica je povedala, po kateri logiki so ti mandeljci bili sploh zbrani, ne. Zakaj Kaloh, ne? Mislim, Kaloh je precej nepomembna figura, ampak dejstvo je, da imajo na RTV ta svoja merila in načela profesionalnega ravnanja in seveda so tudi morali upoštevati začasno odredbo upravnega sodišča, ki je že leta 2022 izdalo začasno odredbo, da velja za opozicijo tudi tista stranka, ki je nastala med mandatom, če ima seveda vsaj enega poslanca. To je bilo takrat, ko se je Gibanje Svoboda pritožilo in ker so imeli že dva poslanca, ne, čeprav še niso bili v parlamentu, ampak pred volitvami 2022, ampak sta se k njim včlanila Janja Sluga in Jurij Lep. Skratka, in zato je pač bil tam Kaloh, ne. Kakorkoli, po drugi strani pa Janša tega res ne rabi, ne. Prej sem našel razloge, zakaj ga ni bilo, ampak po drugi strani on hodi tudi na turneje, ne. On ima zdaj tako rekoč vsak dan neke pogovorne večere
po slovenskem podeželju in ki so bojda nabito polni, ne, to sicer ni Ljubljana, ampak vseeno tisto. In skratka, on ima druge metode in druge kanale, da tako rečem, da prenese svoje sporočilo do naroda. Ne? Ja, z naslednjim se seveda strinjam. Janša je na turneji, Janša ima polne kulturne, gasilske in druge domove, kjer utrjuje to svojo bazo zunaj urbanih središč, ki je zanj ne samo zelo pomembna, ampak zagotovo zelo ključna. On ve, da se volitve seveda velikokrat dobivajo ali izgubljajo v Ljubljani, ampak on seveda mora potegniti marsikje drugje, da lahko pride do svojih procentov. Ne? Ja, in zdaj bo spet prišlo na dan, da je treba ukiniti to ukinjanje volišč na podeželju, ne? Ker da je to direkten plus za tranzicijsko levico, tako imenovano. Ne? Ja, spomnimo se te tiskovne konference, ki sta skupaj z Vrtovcem imela pred meseci, ne, tam na pragu zime, se mi zdi. Ampak vrnil se bo malo še na kosilo, za katerega, ja, ok, strinjam se, bilo je bolj medijski kot politični dogodek. Imelo je v bistvu relativno že vnaprej zastavljeno nizko ambicijo, kar pomeni, iskali so zelo abstraktno skupne vrednote in potem je seveda, kaj je zdaj skupna vrednota? Antijanšizem, torej trening antijanšizma. Nihče od teh strank, ki so bile tam, si ne želi ponovitve še ene, torej Janša 4.0 vlade. Vendarle pa je nekaj implicitnih sporočil iz tega srečanja, ki ga je sklical premier Golob po tisti ponesrečeni politi kavi Vladimirja Prebiliča, ko je izgledalo, da leva sredina ne zmore niti kave spiti skupaj, vendarle bilo posredovanih. Ne. Prvič, strukturiral se je prostor, torej ne, tudi ostale stranke so nekako očitno priznale primat, mandat Robertu Golobu, da je on tisti frontrunner, ki se bo spopadel z Janšo. Golob pa je na nek način vendarle poskušal s tem, da je posedel teh 7 ljudi okoli sebe, na mehek način upravljati to fragmentacijo oziroma razbitje levo-sredinskega prostora in sporočiti tem strankam, da pretirana tekmovalnost in pretiran kanibalizem na koncu lahko povzroči to, kar se je desnici zgodilo, da bo preveč glasov ostalo pod pragom in bo šlo na koncu v nič. Ampak to je zdaj lahko na koncu zelo tvegana igra levice, koga bodo na koncu uspeli spraviti čez parlamentarni prag, ki se lahko izide ali pa se ne izide tako, kot se desni sredini ni išlo leta 2022, kot sta Aleksandra Pivec in Zdravko Počivalšek, če tudi stranki z močnim, relativno močnim kapitalskim zaledjem ostali pod pragom in je potem desna sredina v državnem zboru ostala le pri SDS-u in Novi Sloveniji. Predvsem pa se mi zdi, da je bil dogodek na nek način zelo dobro navezan tudi na zgodbo, ki je sledila, torej ugotovitve Komisije za preprečevanje korupcije, ne, ki jih je potem Golobov krog, da je premier kršil integriteto, zreduciral na 2 SMS-a in na nek način je predhodno želel seveda Gibanje Svoboda in njen šef zapreti prostor kritike in dodatnega pritiska pri tej zgodbi. Zanima me, ne, kako vidiš to zgodbo. Zdi se mi, da je bila nekako načrtno organizirana in plasirana v javnost točno na ta dan, da se je poklopilo s tem kosilom in da je hudičev odvetnik Zdolšek nastavil naracijo na način, ljudje, kaj pa naj predsednik vlade dela drugega, kot da občasno tudi na ta način komunicira z svojimi ministri. Torej, celo zgodbo so zvedli na 2 SMS-a, čeprav vemo, da se je v ozadju v policiji na relaciji KPV, notranje ministrstvo, verjetno dogajalo marsikaj drugega. Ampak očitno ta del zgodbe zdaj kontrolirajo, drugega pola tako ne morejo prepričati, to bo samo še en dokaz, Golob ne drži obljube. V predvolilni kampanji 2022 je dejal, da bo odstopil v primeru, da KPK ugotovi kršitev. Na tem polu se mi pa ne zdi, da bodo zaradi te zgodbe pretirano in dodatno planili na premierja. Zdaj ogromno sem natresel, imel sem očitno nekaj povedati, pa prosim za neko analizo, komentar. Torej, iz kosila smo hitro prišli na to zgodbo KPK-ja. Ja,
to je precej komplicirana zadeva, ne. Dejstvo je, da ne moremo vnaprej vedeti, koliko bo to dejansko Golobu škodilo, ne. To ni čist zdravo zagotovo, da bo mu to škodilo, ne. To je drugič, če mimogrede samo še omenim, mislim, da to ni bilo terminsko planirano, ne. Verjamem tej podpredsednici komisije KPK, ko je rekla, da oni pač delajo pač, kar morajo narediti in da, ne, tako da... Jaz, da samo pojasnim, ne. Senat KPK je še v prejšnji sestavi sprejel to poročilo, torej pred novim letom. Da je pa ta zadeva prišla v javnost, pa ne mislim strani KPK-ja, ampak strani tistih, ki so to poročilo torej prav tako imeli, tu sem mislil na terminsko koordinacijo. Ne, da bi KPK ravno ta dan dal, ne. Komisija za preprečevanje korupcije ni sporočila teh ugotovitev, ni jih razkrivala. Stvari, ki jih je do zdaj komuniciral in razkrival, jih je premierjev odvetnik. Ja. Dobro, okej. Skratka, dejstvo je, mislim, da je o celi zadevi najboljši članek napisala Dominika Švarc-Pipan v Mladini, ne, ki je pač pripomnila, da je že res, da obstaja nek zakon o vladi in da je že res, da obstaja nek zakon o policiji in da je pri tem seveda predsednik vlade omejen in, da tako rečem, kontroliran, ne, da ne sme početi česarkoli. Je pa seveda res, da da Goloba ekskulpira to, da je pač komuniciral s svojo ministrico, ne, in da bi po tej strogo pravniški logiki moral biti to nekakšen skupen sklep vlade, ne, da je treba v policiji nekaj narediti, ne, in da šele na tej podlagi bi lahko potem Golob Bobnarjevi nekaj sugeriral, pač, oziroma od nje zahteval, kot pravijo, ne. Je pa seveda tudi res, ne, da ta dva SMS-a sta brez veze, ne. Mislim, je pa seveda tudi res, da to še ni vse, ne, kot je ta podpredsednica KPK povedala, je to, mislim, da 64 strani, ne. In kot vemo, ne, je že Boštjan Lindav pričal, da je premier pričakoval od Bobnarjeve, da pač zamenja čisto določene ljudi v določenih policijskih upravah, ne. Tako da nekaj mogoče je na tem, tako da pač ugibati ne moremo. Pa če se zdaj če zdaj povem še nekaj o tem, seveda je rekel Golob, da bo odstopil, ne, kaj pa naj bi takrat rekel, ne. In seveda je Golob zdaj pravi, da ne bo odstopil, kaj pa naj bi zdaj rekel, ne. Dejstvo je, da to ni pač, to je neko politično obnašanje, ki je ne bom rekel sprejemljivo, ampak dopustno, ne. Pač človek ima pravico se braniti, ne. In bo to pač te ugotovitve KPK spodbijal na sodišču, ne. Tudi v redu, ne. Po drugi strani je ta sicer zelo nesramni hudič odvetnik, kot ti praviš, ne, Zdolšek, ima do neke mere prav in v tem smislu je kot odvetnik seveda ravnal v redu, ne. On je naredil vse, da je ta zadeva čim dlje trajala, ne. Kaj bo naredil zdaj, ali bo trajala še, ali se bo končala še pred volitvami, ali se bo zavlekla še čez volitve, je seveda vprašanje za milijon evrov, ne, ampak pač bomo videli, no. Skratka, mislim, da je zadeva ena taka godlja dejansko nesprejemljivih ravnanj in prekrškov, da tako rečem, po drugi strani pa tudi precej za lase privlečena, ne.
Zdaj, o tej zgodbi velja povedati, če seveda sledeče. SMS-a, dajva samo v stavku obnoviti, torej predsednik vlade, v njih notranji ministrici Tatjani Bobnar, izraža skrb nad stanjem v policiji in potem neko nezadovoljstvo, ker ni uresničila nekega dogovora, in je razočaran očitno na tem. Zdaj, kaj vse je v ozadju, vemo na nek način iz pričanj oziroma iz medijskih zgodb, iz povzetkov tega, kar je povedala seveda Tatjana Bobnar in kar je povedal bivši šef policije. Med vlado in policijo, ko gre za konkretne kadrovske ali operativne zadeve, mora obstajati nek zid. Torej, vlada ne more policiji, tam lahko postavi seveda svojega šefa, ampak ne more direktno policiji naročati, se vpletati v neke konkretne operativne akcije, lahko sprejema neke splošne usmeritve, politike, recimo kaj so prioritete dela policije. Tako da pri tej zgodbi, tako kot jo je zdaj tudi Golobov krog z odvetnikom na čelu nekako zastavil in utrdil to naracijo, bo šlo za besedo Goloba proti besedi nekdanje notranje ministrice, beseda politika proti besedi nekdanje političarke, ki je trenutno v službi, svetovalni službi pri predsednici republike Nataši Pirc Musar. Kar se pa tiče, seveda, Golob je takrat v predvolilni kampanji dejal, da bo v primeru ugotovljene kršitve integritete odstopil, zdaj pa to integriteto, kot sam pravi, vidi oziroma drugače. Takrat jo je razumel drugače. Integriteta, kar jaz vidim problem, ne more biti subjektivna kategorija, podvržena nekim osebnim presojam, ampak seveda nekim objektivnim kriterijem v nekih pravilih, zakonih in tako naprej. In tukaj je zdaj seveda vprašanje, v katero smer se bo zgodba razvijala, kakšni bodo argumenti ene, druge strani, koliko bo involvirana celotna zgodba v predvolilno kampanjo, kajti recimo Janez Janša, za katerega vemo, da mu KPK ni ravno pogodu, že vnaprej dejal, da bo ta zadeva padla na sodišču in da je to v bistvu kozlovska sodba v Višnji Gori. Vladimir Prebilič, zanimivo, ki svojo kampanjo gradi na antikorupcijski retoriki, naslednji dan je imel tiskovno konferenco na to temo, se mi zdi, da cel svoj pojav na političnem prizorišču je gradil na tem, kaj bo KPK v tej zadevi naredil, pa si tu ni upal recimo narediti nekega koraka naprej, si diferencirati in reči, da je to nesprejemljivo, da recimo z Golobom ne bo sodeloval in ga bi pozval k odstopu. Tega ni storil. Pozive k odstopu smo slišali iz NSI-ja, Logar je spet objavil nek spis o tem, kako je korupcija pogubna in tako naprej, in da bodo seveda volivci svoje povedali in nenazadnje tudi Golob zdaj presojo integritete daje volivcem, ne pa organom. To je že res, mislim, kot si rekel, integriteta ne more biti stvar subjektivnega mnenja, je pa seveda res, kot pravijo tudi pravniki, mislim, zelo dober je bil zadnjič na televiziji ta Miha Šepec z Mariborske pravne fakultete, ki je rekel, da je, pač to ni nič novega, da je KPK brezobi tiger oziroma brezobi pes čuvaj, kot se je izrazil. Tako da mislim, KPK je neke vrste njuškalo, ki pač opozarja na stvari, ne samo opozarja, ampak jih tudi aktivno preiskuje, ampak potem zadeva gre naprej na sodišče in dokler ne bo zadeva na sodišču potrjena ali ovržena, pač nima smisla, da se glede tega preveč vznemirjamo, niti ne moremo zato po mojem Golobu zameriti, da je prej rekel, da bo odstopil, če bojo ugotovitve obremenilne, zdaj pa pravi, da ne bo odstopil, čeprav so obremenilne. Tako da pač edina uganka je, mislim, logično, da zdaj to cela opozicija izrablja pač za te pozive k odstopu, ampak to ni bolj resna zadeva, kot so pač, ne vem, to je pač neke vrste, kot da bi bila interpelacija v državnem zboru. Tako da bomo videli. Skratka, edina uganka ta hip je, edino, kar mene zdaj zanima, je to, da ali se bo to končalo pred volitvami ali po volitvah.
to je ena uganka, in druga, ali bo to Golobu škodilo ali mu ne bo škodilo. Ne? To me zanima kot volivca. No? Zdaj, ja, pred volitvami se lahko seveda na sceno prirola še ena zadeva, če bo KPK tam sprejel kakšne zaključne ugotovitve, to je seveda znameniti karigador in počitnikovanje premijeja pri prijatelju Subotiću. Ne vemo. Ampak definitivno je bila zadeva Bobnar ena izmed bomb, ki so jih nekako tudi politična konkurenca, bom rekel tudi na levi sredini, seveda pa desnica pa tako ali tako, pričakovala, da bo eksplodirala Golobu v roki, ampak ta trenutek se mi zdi, da z naracijo in okvirom zgodbe, v kateri on drži ta hip, jo relativno še kontrolira. Lahko se pa seveda v naslednjih tednih to zadevno zgodi še manj, še kaj prelomnega oziroma kaj bolj za politično tekmo usodnega. Ne nazadnje, če bi recimo tudi njegova politična konkurenca na levi to zgodbo začela uporabljati za nekoliko bolj odločne poskuse oddaljevanja od Goloba, celo napade na njega. Ne? Zdaj je pač jasno, Golob lahko edini na levi sredini premaga Janeza Janšo. Za njega sva v prejšnjem podcastu rekla, da skoraj cel podcast se nismo ukvarjali z njim, ta podcast se pa seveda bova, zato mogoče, če greva iz KPK-ja še na desnico, ne, ugotovila sva, Janša je na turneji, zboruje, zbira svoje podpornike, se rokuje, jih treplja, se z njimi slika, dela selfije, snema in tako naprej. Vmes pa je prišla tudi informacija, da je tako rekoč zapečatena skupna lista Nove Slovenije, SLS-a in Fokusa. Dve stranki sta že potrdili predvolilni dogovor, kar pomeni, da se desnica lahko zdaj res ukvarja samo še z mobilizacijo in z vsebino. To je sicer res, ja. No, mislim, Janša na teh svojih turnejah kaj pač ponavlja to, kar ta svoj SDS-ovski the best of, ne, vse, kar imajo zapovedati proti vladi, zdaj to nekako še malo bolj zaostreno in fokusirano to pač zdaj razlagajo. Ne. Je pa to seveda do neke mere metodologija tega primca, kot jaz temu pravim. Ne. To so v bistvu zelo pomembna točka teh Janševih izvajanj na turneji je ta, ne, da pač šimfa nevladnike, ne, in straši ljudi, koliko vse oni dobijo za tako rekoč nič. Ne. Zlasti ti seveda, ki jih on ne mara. Ne. In pač vztrajno ponavlja, ne, recimo ravno danes sem bral 3000 evrov za to, da kolesarijo. Ne. No, mislim, to meni zveni tako, kot je Primc razlagal, da pač bojo z zakonom o predčasnem pomoči pri predčasnem končanju življenja zastrupljali starejše ljudi. Ne. Mislim, da jih bomo zastrupljali. Ne. To je neumnost. Ne. In v to smer se pač retorično ta kampanja giblje. Ne. To je ustvarjanje ustvarjanje jeze, vzbujanje jeze pri ljudeh, ne, češ poglejte, zakaj vse gre denar, za kakšne neumnosti in da pač po eni strani gre za to za razmetavanje denarja, po drugi strani pa večni očitki vsem tem, ki so trenutno na oblasti. Ne. Tako da, kar deloma drži, deloma pa seveda tudi ne. Zraven si pa seveda še kaj izmislijo. Ne. In levica po drugi strani na to nima nekega zelo prepričljivega odgovora. Ne. Po eni strani pač, to kosilo je bil znak, da jim ni vseeno in da se nameravajo potruditi, ne. Je pa seveda res, kako preprečiti ta kanibalizem. Ne. V bistvu bi
tako kot je Golob po volitvah, po svoji zmagi na volitvah priključil listo Marjana Šarca in stranko Alenke Bratušek, bi moral še koga, ne? Mislim, to je, ne vem, če je bilo to dobro, mislim, to je bilo sigurno dobro za izid volitev oziroma za stranko samo. Vprašanje pa je, kaj bi se to zgodilo. Do neke mere je Golob, ki je seveda ta levi pol, ampak je bolj sredina, kot da ga nese na levo, je neke vrste Macron, ne? Slovenski. Ne? In Macron je naredil kaj v Franciji? Ne? On je integriral v to svojo stranko En Marche, ne? Vse, kar je bilo rahlo levo ali pa rahlo desno od sredine, tako da so ostali samo še ekstremisti na skrajni levičari in skrajni desničari, kot Mélenchon pa Marine Le Pen. Ne? Tako da, in to je zdaj neka zelo hecna situacija v Franciji, ne? Ker je pač preveč tega pozavgal, da bi politični prostor normalno funkcioniral. Ne? Tako da to se lahko zgodi tudi v Sloveniji, ne? Seveda, in to do neke mere že vidimo. Ne? Po eni strani, kdo je najbolj radikalen levi ekstremist v Sloveniji? Sigurno Miha Kordiš, ne? Ki je bil vesel, da nihče od teh obedovalcev ni vstal in šel, ne? Ko je on razlagal te pač svojo platformo stranke Mi socialisti. Ne? Po drugi strani niso še omenila, da je bil povabljen tudi Stevanovič iz Resnice. Ne? Mislim, zakaj pa on? Ne? To je neka moderna stranka, za katero jaz osebno sicer ne verjamem, da bo sploh prišla v parlament, ne? Čeprav jim relativno dobro kaže, ampak mislim, da je to muha enodnevnica in da jih ljudje že zdaj, ko pač odgovarjajo na ankete, v afektu odgovarjajo, da bi volili njih. Ne? Ampak po mojem parlament ne bojo prišli. Ne? Je pa to, tudi če bojo ne, ampak to je neke vrste novodobna stranka, ki jo težko sploh definiramo kot bodi si levo, bodi si desno. Ne moramo reči, da so oni levičarji, niti da so desničarji. Ne? Oni so kar neki. Ne? To je neki, mislim, ne nujno v tem slabem smislu. To je pač stranka, ki govori ene zadeve, ki so ponavadi izven tega političnega mainstreama, so pa na nek način seveda prisotne na družbenih omrežjih. Ja, tudi oni so na nek način anti-establishment stranka, seveda, ne, to, kar se prej omenil, neko jezo, ne, upor jahajo. Ne. Kar še lahko rečeva, ne, na levici očitno, potem ko silo vidimo, ne, nobene druge predvolilne koalicije seveda ne bo, in največ, kar so se uspeli zmeniti, pač je to, da bodo spoštljivo komunicirali. Ampak z tem to je za levico že nekaj, ampak ja, v redu, s tem spoštljivim komuniciranjem mogoče za ta teden narediva piko, ne, in se že veseliva tedna, ki se je Pučnika, ne? Ja, mogoče v 2 stavkih, ja. Ja, istočasno kot kosilo je potekal še shod torej na Trgu Republike, ki pa ga kanijo, kot so napovedali, preimenovati v trg Jožeta Pučnika, tako da bi dobil znameniti slovenski osamosvojitelj iz Slovenske Bistrice oziroma iz Črešnjevca, ne, še en kraj po letališču. Ja, no, to je tako, ne. Jože Pučnik je pomembna figura, ki je fajn prispevala k slovenski osamosvojitvi in nimamo mu kaj očitati. Ne. Seveda pa vsaka stranka oziroma vsak politični pol si vzame za svojega neko politično figuro in ravno zato je nekako prisoten ta odpor do tega, da bi trg poimenovali po Jožetu Pučniku. Ne. Tem je problem, ne, ker to bi pa seveda za sabo potegnilo tudi to, da bi potem tistega Kardelja tam odstranili, ker bi bilo to nekako malo čudno, ne, če bi ravno Kardeljev kip in spomenik revolucije stal na tem. Ne.
Tako da, ja, mislim, nobena stranka, še zlasti pa ne desna, ne bi predlagala poimenovanja po neki figuri, ki ne bi preveč asociirala na to predlagateljico samo ali na nekoga, ki je pač tako ali drugače, mogoče za koga tudi nesprejemljiv. Ne. Pika. Na Trgu Republike zaključiva današnji pogovor in napoveva, da spremljava, kaj se bo ta teden dogajalo, seveda zelo pozorno in pričakujte nove analize. Hvala, Marko. Hvala, Matija. Kdo bo financiral javni študij psihologije in kdaj bomo dobili jasen odgovor? So v odprtem pismu, ki so ga v petek naslovili na svojo fakulteto, univerzo in ministrstvo, zapisali študentje psihologije z Mariborske univerze. V zadnjih dneh so namreč spremljali razpravo, da se bo na predlog filozofske fakultete zaradi domnevno zmanjšanega financiranja zmanjšal vpis na prvi stopnji študija s 50 na 35 mest. Na zadnji izredni seji senata predlog znižanja vpisa sicer ni bil sprejet in vpisna mesta ostajajo nespremenjena. Kaj se dogaja na Mariborski filozofski fakulteti? Zakaj so študenti psihologije v Mariboru in tudi v prestolnici v dilemi, ali bodo še lahko študirali in kaj odgovarjajo na univerzah in ministrstvu? Odgovor je iskala Franja Žišt. Še 18 dni pa se začnejo olimpijske igre in tako znova štejemo mariborske olimpijce. 1. Ilka Štuhec, zimzelena Ilka v svoji zadnji sezoni. 2. Nika Tomšič, punca, ki dobi slalomsko olimpijsko vozovnico. In to je to. Malo. Premalo? Pozor, še to. Prvič po Lake Placidu 1980 Maribor ne bo imel moškega predstavnika na zimskih igrah. Le koga povprašati o zimski športni kondiciji mesta, če ne Katje Koren, predstavnice vražjih deklet iz 90-ih, danes pa športne funkcionarke, podpredsednice Olimpijskega komiteja Slovenije, predsednice Zveze mariborskih športnih društev Branik. Tokrat smo torej mariborski olimpizem po dolgem in počez prerešetali zadnjo iz Maribora, ki je zdaj že daljnega leta 1994 domov prinesla olimpijsko medaljo. Mariborčani smo sentimentalni ljudje, pravi. A zakaj moramo čakati že 32 let? To je bil Večerje zjutraj 19. januarja 2026. Z vami sem bil Matija Stepišnik. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Z Večerom razumete bolje. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Želimo vam še en lep zimski teden, kjerkoli že ste. Vsekakor pa lahko računate na nas. Se beremo in se slišimo.